Nadaljujemo z zadnjim delom našega srečanja, to je okrogla miza. Namenoma je dogodek zastavljen tako, da je dvodelen, da so najprej na začetku malo teoretične podlage, malo izhodišča, pač različna. Zdaj bomo pa na okrogli mizi tudi od zelo različnih, raznorodnih strokovnjakov iz vse sorte vej in virov slišali, s čim konkretno se oni v svojem delu ukvarjajo, kaj delajo in kaj so tiste težke reči, mogoče pa tudi kaj je tisto lepo v njihovem delu in kje je perspektiva, recimo. Okrogla miza bo potekala tako, da bodo vsi strokovnjaki dobili eno vprašanje, potem pa sistematično drug za drugim stališča svoje stroke, stališča svoje profesije nanj odgovorili. Vprašanja bojo preprosta, kot ste uspeli opaziti, današnji dogodek je tako bolj pregleden, se ne spuščamo prav globoko v stroko, zato bomo še druge dogodke naredili. Je zgolj zato, da se predstavimo, oziroma da razumemo vsi mi, da duševno zdravje, če hočemo o njem govoriti, zanj skrbeti in na tem področju delati, se potrebuje neka širina in neko široko zavedanje. Zdaj pa bomo kar poklicali, se tle piše, bom prečitala, bojo kar vsi tisti, ki so za okroglo mizo namenjeni, prišli, ste posedli in tudi jih bomo kar kaj vprašali. Najprej gospod Miha Kramli, diplomirani teolog in terapevt, zvezdnik na področju duševnega zdravja in zdravljenja odvisnosti, vse bolj pa tudi zvezdnik na področju, ko bi rekla, duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Dober dan. Meni kar prvi, ki ste... Tle smo že naštimali in tako bo. Potem je Daša Cek Stepančič, magistra psihosocialne pomoči, gospa s prakso v šoli in gospa tudi s univerzitetno kariero delno. Izvolite. Potem imamo dve gospe, ki rešujeta tisto, one dve sta me navdahnile, da smo današnji dogodek naredile, ker mi je prav rekla ena od An, mislim, da Leban, rekla, kaj vse jaz tu rešujem. To ne bi smelo tle biti. In jaz sem si rekla, mogoče pa res se treba začeti govoriti, kako nekatere stvari reševati prej, v nekih drugih strokah, v nekih drugih procesih, da se ne zlivajo tle v zdravstvo in se pa obravnavajo kurativno znotraj zdravstva. No, to je zdaj gospa Ana Leban, diplomirana delovna terapevtka, in pa gospa Ana Bolčina, specialna in rehabilitacijska pedagoginja, obe zaposleni v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Novi Gorici. Ta center je edini, ki ga imamo v naši regiji in več jih tudi ne bomo dobili, tudi tu so cenjene gospe, ki tu delajo. Na koncu pa še gospa iz direktne prakse na drugi strani, to je gospa Jerica Česnik Antler, ki je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in dela v vrtcu v Solkanu pri šoli. Govorite tako, da si pomaknete mikrofon pred usta, da bo kaj slišati, malo si podelite, kdo kaj kako, mikrofonov je 4, vas je 5, nekako se zmenite, kako in kaj bo. V glavnem, ne bomo dosti komplicirali, ker smo že dosti zamudili, je bilo pa dobro in dobrega ni nikoli preveč, tudi če škodi, vse nam ne škodi. V glavnem, bom preskočila uvod in vse tisto, kar sem mislila povedati in zdaj imamo pa tle ljudi iz prakse, ljudi, ki se konkretno v svojem delu ukvarjajo z duševnim zdravjem prav otrok in mladostnikov ali pa z otroci in mladostniki na področju vzgoje in izobraževanja, oziroma na koncu gospod Miha Kramli, ki se, ne vem, ukvarja kar z vsem, oziroma on dela v ambulanti za zdravljenje odvisnosti in se pravzaprav ukvarja s tistim, kar pride, če prej procesi slabo uspejo ali pa ne uspejo in potem vidi, kaj se pač lahko v življenju osebe zgodi. Bomo kar šli po vrsti, zdaj jaz bi lepo prosila, da vsak od vas kar po vrsti, ne vem, bi začeli od gospe, da bo gospod zadnji, bomo začeli tako,
da predstavite svoje delo, da poveste, kaj počnete, mogoče s čim se ukvarjate, s katere težave, bi rekla, svetijo ven, kaj je tisto, kar vas najbolj muči v okviru vašega dela, katere težke primere imate, mogoče kakšne take, ki jih mogoče tudi ne bi bilo, da bi se jih dalo sanirati nekimi predhodnimi postopki ali pa nekimi predhodnimi ukrepi. V tem smislu, če se malo predstavite, smo rekli kratko 2 minutki, čisto da vemo, s kom govorimo. Oziroma, kdo so osebe, ki so bile pred nami. Hvala. No, pa bom jaz začela kar. Jaz sem Jerica Česnik-Kantler. Trenutno sem na mestu pomočnice ravnatelja za vrtec v Solkanu. S čim se mi ukvarjamo? Pravzaprav k nam v vrtec prihajajo otroci z različno paleto, z različnimi izkušnjami, ki so nam ob opisu, nam, strokovnim delavcem, popolna neznanka. Naslanjamo se na informacije staršev, ki pa vemo, da so izrazito subjektivne narave. In za nas strokovne delavce je vsak otrok kot nepopisan list. In zato mogoče največ težav zapazimo prav tu, ko moramo prepoznavati te psihopatološke težave in jih ločevati od morda trenutnih stisk otroka, ki so nekako lahko razvojno pogojeni. Če omenim aktualno težavo prav z priseljenimi otroci iz različnih narodnosti, ki je zaradi nepoznavanja jezika in drugih različnih komunikacijskih preprek, ne moremo z njimi prepoznati te njihove stiske, ker so lahko zaprti, ker jih ne razumemo in bi potrebovali tukaj neko orodje, neko znanje, nekaj več, da jim lahko pomagamo. Primerov, ki jih v vrtcu ne bi radi imeli oziroma ki jih preveč ne moramo določati, kajti imamo otroke iz celotne družbe, se pravi otroke bogatih, revnih staršev, otroke brezposelnih. Mislim pa, da bi se tukaj zagotovo morali obrniti z nekim globalnim vprašanjem, kaj in kako storiti, da do tega ne bi prihajalo več v taki meri, oziroma da bi bili na to bolje opremljeni in z nekim znanimi veščinami, ki jih potrebujemo ob tem. Znotraj zavoda zagotovo imamo svetovalno službo, ki nam nudi pomoč, potrebujemo pa tudi pomoč zunanjih institucij, predvsem na področju preventivnega dela, če govorimo o zdravju, o duševnem zdravju otroka. In prav danes me je to predavanje gospe Sonje zelo navdušilo. To bi starši zagotovo potrebovali slišati. Jaz sem Ana Leban, sem delovna terapevtka v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Jaz bi rada najprej povedala, kaj je delovna terapija, ker mi smo zadnja stroka, skoraj zadnja, skupaj s socialnimi delavci, ki smo se vključili v Centre za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Se pravi, delovna terapija je zdravstvena stroka, ki specifičnimi pristopi pomaga otroku, da se čim bolj uspešno vključijo v vsakdanje življenje. Da čim bolj samostojno počnejo stvari, ki se jih od njih pričakuje in ki jih oni sami želijo izvajati. Pri mojem delu pa se srečujem največ s težavami zaradi razvojnega zaostanka na področju motorike. Lahko povem, da starši, ki pripeljejo otroka v ambulanto, rečejo, je neroden, se stalno spotika, ne zna sedeti, leži na stolu, leži na mizi, se ne zna hraniti, je ves popacan. Se pravi, precej je težav na področju grobe motorike. Smo že tudi danes ugotovili, da to je predvsem zaradi tega, ker so otroci večinoma pasivni in ostajajo v stanovanjih. Otroci imajo tudi, vedno več opažam tega, motnje koordinacije gibov. To je povezano s samim zaznavanjem telesa, je lepo povedala zdravnica Cijanova, da imajo premalo teh izkušenj, inputov iz okolja in prihaja prav do dispraksij.
Otroci tako nesuvereno grejo v aktivnost, so neučinkoviti, nerodni, slabo funkcionalno izpeljajo določene aktivnosti, tako da imam precej dela z dispraksijami. Naslednje področje, kjer je tudi zelo prisotno pri mojem delu, je fina motorika. Najtežja tudi oblika te fine motorike je grafomotorika, ki se srečuje tudi vi. Potem so obravnavani tudi otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, pa otroci z motnjo avtističnega spektra, otroci s specifičnimi učnimi težavami ter z različnimi stopnjami duševne manj razvitosti. Veste, mene mi pa ni najtežje ti motorični primanjkljaji pri otroku. Mene mi je najtežje, ko se srečujem z otroci, ki funkcionirajo v porušenih rutinskih vzorcih. To pomeni, da so starši nemočni vzgojno, da ne morejo, niti ne znajo več postaviti meje otroku. Otroci so, v najtežji primer je pravim večinoma pasivni, se ne vključujejo aktivnosti, se pravi, popoldanska rutina je večinoma pred zasloni. Tako da ti otroci zgubijo občutek lastne identitete. Kaj sploh so, kakšne vrednote imajo v življenju in v bistvu kakšne vloge imajo. Tako da tevi primeri so mi najtežji. Ko jaz govorim s temi otroci, ki jih vprašam, kako ste preživeli včerajšnji dan, oni mi rečejo, jaz sem se zbudil, sem šel v šolo, sem prišel domov in sem šel spat. In kaj je bilo vmes? Prazno. Kje je sploh začetek, kje je sploh osnova, kaj te veseli, kaj imaš rad, kaj je nekaj oprijemljivega, na čem sploh graditi. Ti primeri so mi mene najtežji. Ja, lep pozdrav, jaz sem pa Ana Bolčina in sem specialna pedagoginja v Centru za duševno zdravje v Zdravstvenem domu Nova Gorica. V specialno-pedagoški ambulanti najpogosteje obravnavamo učence, pri katerih starši ali šola opažajo znake specifičnih učnih težav na področju branja, pisanja in računanja. Specifične učne težave so nevrološko pogojene, kar pomeni, da ni mogoče, da jih ne bi bilo, oziroma jih zgolj z ustrezno vzgojo ne moremo korigirati. Manjši del učencev v naših obravnavah pa so učenci s splošnimi učnimi težavami, ki so vključeni v programe rednega izobraževanja in ta program je zanje pogosto prezahteven, zaradi česar potem starše in otroke postopoma pripravljamo in spremljamo skozi postopek prešolanja v programe z nižjim izobrazbenim standardom. In ravno to zaznavam sama kot največji izziv pri svojem delu, ker je v bistvu staršem potrebno omogočiti nek čas, prostor, da počasi sprejmejo situacijo in pač dejstvo, da je razvoj njihovega otroka drugačen, kot so pričakovali, in predvsem to, da bo kljub vključitvi v drugačen program lahko lih tako zadovoljen in uspešen v življenju. Tako. Lepo pozdravljeni, jaz sem pa Daša Cek Stepančič, prihajam iz Centra za anksioznost, torej ukvarjamo se predvsem s tesnobo in s pridruženo simptomatiko. Sama v obravnavo sprejemam mladostnike od 10. leta dalje in odrasle. Med mladostniki je seveda največ socialne anksioznosti, pa tudi anksioznosti, ki se povezuje na nek način s šolo, šolskim delom, šolskim uspehom. Zadnji 2 leti pa opažam zelo velik porast paničnih napadov med otroki in mladostniki. V okviru našega Centra za anksioznost sicer deluje tudi kolegica, ki ima specialna znanja za delo z mlajšimi otroki, psihoterapevtka, kar bi rekla, da mogoče
vso stvar zaplete, oziroma vprašanje je bilo, kateri primeri so najtežji, zagotovo, ko se anksiozna motnja preplete tudi z depresijo, samodestruktivnim vedenjem, ko v proces obravnave vstopa posameznik, ki je nizko motiviran za obravnavo, posledično tudi pasiven, ko je otrokova, mladostnikova težava vpeta v eno širšo družinsko problematiko, ki bi jo bilo nujno vzporedno še kako krepko obravnavati, in ne nazadnje tudi, ko otrok potrebuje eno medikamentozno podporo, vendar jo bodi si zavrača ali pa zdravila jemlje neredno. Da bi lahko anksiozno motnjo popolnoma preprečili, težko rečem temu tako, namreč v ozadju je cel kup enih dejavnikov, ki se prepletejo, da do težave sploh pride. Zagotovo pa vemo eno stvar, da se z anksioznimi motnjami močno povezujejo določeni stili vzgoje. Izpostavila bi 3. Prvi stil vzgoje je pretirano zaščitniški. Torej, starši zavijajo otroka v vato, tako da enostavno ne pride do situacij, v katerih bi se naučil soočati se s frustracijami, s strahom in ne nazadnje s tesnobo, ki se v takih neugodnih situacijah naravno pojavi. Drugi vzgojni stil, ki je tudi problematičen, je pretirano oblasten stil. Namreč v teh primerih enostavno otroci nimajo svobode, nekako so vzgojeni pod strogo taktirko staršev in posledično so nesamostojni. Slej ko prej pride do situacije, kjer se morajo znajti sami in tukaj nastopi huda tesnoba. Tretja zadeva, ki bi jo pa izpostavila, so pa ti nedosledni odzivi staršev. Starš enkrat odreagira tako, drugič drugače in otrok pravzaprav dobi en občutek, da nima nobene kontrole nad svojim življenjem. Govorila sem o starših, enako seveda velja tudi za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah in kar želim sporočiti danes je, da si iskreno želim, da začnemo sodelovati in stremeti v isti smeri. Kako lepo, da vas imamo, tako 4 lepe dame. Miha, prihajam pa z Centra za zdravljenje bolezni zasvojenosti. 21 centrov je v Sloveniji, ki se ukvarja z zasvojenostjo. Mi smo edini center, ki obravnava tako kemične kot nekemične zasvojenosti. Lani smo obravnavali 486 naših uporabnikov, od tega iz Severne Primorske 400. Drugi so iz cele Slovenije. Zdaj iz Ajdovščine jih je 51, z Bovca 10, z Nove Gorice 151, Šempeter, ki je blizu 39, z Vipave 22 in še bi lahko tu našteval. Zdaj na substituciji jih je bilo 209. Obravnavanih je 486, to se pravi, vsi ostali so obravnavani zaradi pretirane uporabe nove tehnologije, neprimerne uporabe nove tehnologije. Umrlo jih je, v letu 2021 sta 2 osebi umrle, mladoletnih je bilo 24 oseb obravnavanih, od 18. do 25. leta 49 oseb in tako dalje. Toliko, da malo začutite tudi statistike, ker je mogoče malo zanimivo, da marsikaj tudi pove. Najmlajša oseba 8 let, najstarejša do sedaj obravnavana pa 84 let. Tako da je kar velik razpon. Naj pa omenim zdaj en pogovor, ki sem ga imel s kolegom iz Trsta. On mi je omenil, da imajo pri njih nek pojav, ki je zaskrbljujoč, to pa je, da se mlada dekleta zavestno odločijo, da na žurih pred žurom vzamejo in jim tudi dajo GHB, to se pravi posiljevalsko drogo ali pa kakšno drugo sintetično drogo, zavestno se za to odločijo z namenom, da bodo z njimi lahko počeli karkoli bodo hoteli. In seveda imajo sedaj velik pojav hepatitisa, AIDS-a,
spolnih bolezni. Seveda, to so zdaj zdravstveni problemi, ampak je pa še en večji problem. Problem je, da morajo v svojem življenju hoditi po robu med življenjem in smrtjo. Tveganje jih vznemiri, tveganje jim požene kri, namesto da jim bi pognalo nekaj drugega življenja. Ta praznina, o kateri so gospe sedaj govorile, je res zelo, zelo prisotna. No, in ko sem z njim govoril, sem se rekel, se to bo kmalu tudi plusknilo k nam in tudi pri nam že beležimo, sicer 3 primere smo do sedaj imeli takega postopanja, tako da, ja, to so zdaj izzivi, s katerimi se bodo ti centri in vse druge službe morale ukvarjati. Tako da, se mislim, da bojo še naprej vprašanja. Veste, da jih nisem uspel prebrati, kaj boste vse spraševali? Ja, hvala za prvi krog, bomo zdaj vprašali naprej, zdaj pa prav konkretno. Prav konkretno, če lahko vsak z enim primerom opiše, kako tečejo obravnave, koliko časa hodijo recimo otroci obravnavo, mogoče kakšen tak zanimiv primer, mogoče kaj konkretno delate, kako kaj počnete tam, ali je kaj upanja za ozdravitev, ali zadeve potem je cilj, da postanejo kronične, ali kako to delate. Skratka, to je naslednje, kakšne vrste patologijo torej obravnavate in če malo se predstavite s primerom, recimo konkretno vaše delo, tako en tak krok. Zdaj vi mogoče pa, ker niste iz zdravstva, imate pa zagotovo kakšne vzgojne, ja, no, Kima pravi ja, ne bo težko, hvala, pa bi bilo bolj, če bi bilo težko, pa ni težko, ja, hvala. Naše pač poslanstvo v vrtcu je zagotovo, da prepoznavamo, spremljamo in ustrezno usmerjamo potem otroka na prave institucije, kjer jim nudijo to pomoč. In nažalost, ja, imamo tudi mi kar nekaj takih konkretnih primerov. En primer, če ga lahko izpostavim, ki me je tako zadev, je bil primer dečka, kjer je ob vključitvi v vrtec bila takoj zaznana neka odstopanje od normativnega razvoja in imel še zraven vedenjske težave. Mi smo takoj sprožili, želeli staršem pomagati, ampak mama nikakor ni zmogla sprejeti te pomoči oziroma tega dejstva in otrok je tako daljše obdobje ostal brez neke prave pomoči. Tudi kasneje, ko je deček vstopil v šolo, je tudi tam svetovalna služba svetovala staršem, naj ga vseeno vključijo v pomoč na različne centre, v Zavod Planina, ampak tudi tokrat se mama ni želela odzvati, ni želela sodelovati. In danes je deček se šola doma, v domačem, v šoli na domu, brez nobene ustrezne obravnave. Ne vem, kam bo to šlo. In morda bi na tem mestu bila ena ključna povezava med nami, ki smo tukaj odgovorni, da sodelujemo kot mi, zavod, s temi zunanjimi sodelavcami, zunanjimi institucijami, da bi skupaj združili moči in takrat se mi zdi, da mogoče bi lahko tudi takim primerom bili kos. Vsemu zagotovo, je rekel predsednik. Pri mojem delu se vedno srečujem s samostojnostjo pri osnovnih dnevnih aktivnostih in tudi širših dnevnih aktivnostih. Tako da vedno, ko pridejo otroci k meni, tudi če se gre za kakšno diskretno, motorično ali pa senzorno težavo, izvedem en uvodni razgovor, ki zajema spoznavanje samostojnega funkcioniranja v osnovnih in širših dnevnih aktivnostih. In če se ugotovi, da otrok ne dosega teh mejnikov razvoja, samostojnosti, izvedemo trening teh dnevnih aktivnosti. Prav konkretno, izgleda to pri meni, se učimo oblačenja, slačenja, preobuvanja, vezanja, vezalk, osebne higiene, toalete, tako hranjenja tudi,
Se pravi, naslednja faza pa je, da se umesti te aktivnosti, ki jih poznajo, v rutinske vzorce. Zato pa mi damo precej teh pripomočkov, ali so to tabele, ali urniki, ali so to kakšni vizualni opomniki, ne se bo samo za umestitev te aktivnosti v rutino, ali pa sam postopek izvedbe aktivnosti. Tako da naslednja stvar, ki jo potem izvajam, je svetovanje staršem, kakšna je njihova vloga pri osvajanju te samostojnosti. Najraje vidim, da je to vse v redu, tudi taki primeri so in da jih lahko samo pohvalim. Tako da to sem lahko najbolj srečna in se še jaz kaj od njih naučim. Ne? So pa potem tudi starši, ki potrebujejo precej facilitacije, ne? Precej spodbujanja, da omogočijo otroku en red, doslednost, da postavljajo meje, da se otroci res precej vključujejo v aktivnosti in da s tem tudi vzpostavijo delovne navade. Druga skupina staršev pa je, ki potrebujejo precej te inhibicije, se pravi, da se jih odzame iz te simbioze z otrokom in da se s tem omogoči sploh otroku, da postane odgovoren za prevzemanje določenih nalog, ki se od njega pričakujejo. Zdaj to se gre bolj za predšolske otroke ali pa za prvo triado, potem starejši otroci so pa se že pričakuje, ne, da te osnovne aktivnosti že znajo, takrat pa delam bolj na področju širših dnevnih aktivnosti, se pravi, kako ne reagirajo v okolju, osvajanje socialnih veščin in včasih je potrebno tudi, da grem z njimi konkretno ven, da jim pokažem, kako sploh se rokuje z denarjem, nakupovanje, uporaba prevoznih sredstev, čim več aktivnega preživljanja prostega časa, sprehodi in tako naprej. Ne? Tako da to je ena ključna naloga, trening samostojnosti. Bi pa vam rada omenila, ker izhaja iz vašega področja, še trening grafomotorike, samo na hitro, tako da vam povem, da pri meni je to zasnovano precej individualno. Če se gre to bolj za kompleksne zadeve, jaz se vrnem stopnje nazaj. Precej delam na zaznavanju lastnega telesa, percepciji, kje je sploh kaj na mojem telesu, ta telesna shema. Šele na to ena orientacija v prostoru, prehajanje preko medialne linije, pravilen položaj, ritmika roke in šele na to, čisto na koncu pravi prijem pisala. Tako da pri meni je zelo malo grafomotoričnih črtic, vaj, vijugic. Prvo srečanje v specialno-pedagoški obravnavi je namenjeno spoznavanju otroka in staršev, kjer pridobimo osnovne informacije o otrokovem funkcioniranju skozi oči otroka in starša. Na to sledijo vsaj 4 srečanja, ki so namenjena izpeljavi specialno-pedagoške diagnostične ocene, to pomeni preverjanju predpogojev, ki vplivajo na usvajanje osnovnih šolskih veščin in otrokovo aktualno funkcioniranje na področju branja, pisanja in računanja. Po vsakem srečanju podamo staršem tudi sprotno povratno informacijo in jim svetujemo o ustreznem delu z otrokom v domačem okolju. Če je otrok vključen v več obravnav znotraj našega tima, kar ponavadi je, si člani tima tudi med seboj izmenjujemo informacije. Na to pa podamo neko sintezo ugotovitev specialno-pedagoške diagnostike in svetujemo staršem o nadaljnjih postopkih z namenom nudenja ustrezne pomoči otroku. Zdaj navadno gre za učence, ki imajo težjo obliko specifičnih učnih težav, zaradi česar so v postopku pridobivanja dodatne strokovne pomoči.
In do pridobitve te pomoči otroke tudi obravnavamo oziroma jim pomagamo pri premagovanju primanjkljajev. Sledi pa potem, ko pomoč pridobijo, sledi spremljanje odziva na dodatno pomoč in seveda sodelovanje tudi z ostalimi, ki otroka obravnavajo. Zdaj pa povedala bi mogoče še to, da je točnega števila obravnav ni mogoče natančno predvideti, ker je vsak otrok drugačen v svojem celostnem funkcioniranju in izhaja tudi iz drugačnega okolja, tako da z enim potrebujemo več časa, z drugimi manj. Je pa naša vloga nekako nuditi neko celostno podporo otroku in staršu, vsaj do pridobitve prilagoditev in pomoči v šoli. Tako. Ja, kaj konkretno počnem pri svojem delu, bi vam predstavila kar skozi en primer obravnave mladostnika s socialno obliko anksioznosti, ker je tega pač preprosto zelo, zelo veliko. Čisto na začetku je moj cilj, da spoznam mladostnika, da čim bolje spoznam težavo, s katero prihaja, kako obsežna je, koliko časa že spremlja mladostnika in da v teh prvih fazah svetovalnega procesa po kognitivno-vedenjski modaliteti pravzaprav gradiva en svetovalni odnos. Ta je namreč temelj za to, da se potem klient, mladostnik odpre, da začne zaupati in da potem lahko vstopi pravzaprav v srednji del obravnave, kjer veliko pozornost posvečam psihoedukaciji, kar pomeni, da otrok mora najprej razumeti, zakaj se mu težave pojavljajo, predvsem na telesni ravni, zakaj doživlja tako, kot doživlja, zakaj doživlja takšna čustva, da nekako razume model socialne anksioznosti. V naslednjih fazah pa začnem uvajati različne kognitivne in vedenjske tehnike, seveda specifično glede na otrokovo razvojno stopnjo, starost, nenazadnje tudi želje včasih. Pomembno je, da mladostnik razume, da pravzaprav na to, kar čuti, da na njegovo tesnobo in na telesne občutke, ki se ob tem sprožajo, močno vpliva njegovo razmišljanje in da je tudi njegovo vedenje, ki je pogosto izogibalno, posledica razmišljanja v določenih smereh na določen način. Tako da nekako je zelo pomembno, da se s temi vsebinami seznani in da začne prepoznavati v lastnem miselnem toku miselne napake, da naredi oziroma se nauči ene distance od lastnih misli in da na tak način počasi, predvsem skozi pozitivnejše izkušnje, začne ta prepričanja, ki jih ima o sebi, o drugih ljudeh in o svetu nasplošno, počasi spreminjati. Poleg vsega naštetega, torej dela na kognitivni ravni, veliko pozornost posvečam tudi sprostitvenim tehnikam. V obravnavi anksioznosti se je kot zelo koristno izkazalo tudi učenje čuječnosti, kajti anksiozen je izredno usmerjen v prihodnost, rad napoveduje razne katastrofične dogodke, ki se bodo zgodili. Torej človek, posameznik, ki trpi zaradi anksiozne motnje, pravzaprav izgublja to, kar je tukaj in sedaj. Zato je učenje čuječnosti pravzaprav zelo pomembno. Pri socialno-anksioznih posameznikih uvajam seveda tudi trening socialnih veščin, in kar je ključno in na kar ne smemo pozabiti, in tukaj vas prosim, dajmo združiti moči, je izpostavljanje. Brez tega ne gre. Tako da, dragi kolegi, učitelji, vzgojitelji, če v roke dobite socialno anksioznega otroka, mladostnika, ne ga zavijati v vato, ampak usedite se z njim in naredite en konkreten načrt izpostavljanja, ki naj bo čim bolj postopno, počasno. Navadno imajo socialno anksiozni otroci in mladostniki velike težave pri recimo nastopanju, tega je v razredih zelo veliko, tako da na tem mestu bi bilo najboljše, da se otrok čim pogosteje izpostavlja, da nastopa več kot ostali otroci in mladostniki, ki teh težav nimajo.
Seveda ob eni ustrezni podpori učitelja, vzgojitelja in ostalih strokovnih služb. Tako da res na tak način lahko dosežemo, da ta strah upade. Druga zadeva, ki je zelo pomembna, ne samo pogostnost, ampak za začetek je fino, da se začne nek nastop pred manjšo skupino ljudi, sošolcev, ki so otroku, torej učencu ali dijaku bližji, da se počuti bolj varnega in počasi se število slušateljev veča. Torej, na en tak res počasen in postopen način lahko dosežemo velike spremembe. Nikakor pa ne z zavijanjem v vatu. Ja, ste vprašala, kaj pa primeri, ker ni rešitve. Pogostokrat se človek tudi srečuje s primeri, kjer ni rešitve. Ampak, če pokažeš, da jih imaš rad, tudi če ne moreš pomagati in da ni rešitve, da nastopi s srčnostjo, je že to nekaj. Jaz pogostokrat o takih primerih, kjer ni kapacitet, da se ljudje zvlečejo, kličem na njih svetlobo ali pa, če hočete, molim za njih ali kakorkoli ćemo to reči. To se pravi, gre za to, da imaš odnos tudi v takih primerih in da je ta odnos živ. No, gledajte, mi se srečujemo z ogromnim nasiljem. Od 100 zasvojenih z drogo so 3 nasilni, od 100 zasvojenih zaradi telefončkov, tablic, nekemične, take in drugačne zasvojenosti, je pa 37 nasilnežev. To se pravi, mi se v zadnjem obdobju srečujemo z neverjetnim ojačanjem nasilja v družinski dinamiki. To je nekaj neverjetnega. Zato je miselna enotnost staršev in tisti, ki so izpostavljeni nasilju izrednega pomena. Jaz se ženo ne morem v vseh stvarih strinjati, ampak v pomembnih stvarih se pa morava strinjati. In ta pomembna stvar je gotovo tudi uporaba nove tehnologije, prosti čas, take in drugačne obveznosti. To se pravi, ko staršem skušaš osvetliti, da je miselna enotnost, ko naši otroci mladostniki doživijo moje dva, pa tako skupaj držita, tudi če bom cvilo noro izseljeval, ne bom dosegel svojega. Nič drugega mi ne ostane, kot da stopim korak nazaj in pri sebi nekaj spremenim. Miselna enotnost staršev je torej pogoj za to, da otroka nahranimo z notranjo močjo, da bo kos izzivom, problemom in ta miselna enotnost v terapiji skušamo delati na tem, da se vzpostavi ta miselna enotnost, da ne bo mama rekla, zdaj pa ob 8 odloži telefonček ali pa PlayStation, tata bo pa rekel, ma dej, kaj si nariš, pa dej, pustimo dokler ne zaspi. Torej, miselna enotnost. Druga zadeva, ki se mi zdi izredno pomembna, je, katera družina ni glasna in ni konfliktov in prepirov. Mislim, da so povsod. Zdaj, razlike so pa v reševanju vseh teh konfliktov. Zdaj, če sem jaz jezen na ženo in grem sosedom v Janezu in rečem, da manj zmaja, da je grozna in on pravi, sva že 2 in tudi on tolče po svoji ženi, jaz pridem domov umirjen, zato ker sem se izpovedal temu sosedu Janezu. Nisem pa prišel pomirjen. In seveda, kaj se zgodi? Jaz pridem umirjen domov, ne pomirjen. In ker me je on tudi popljuval svojo ženo in sva si dala duška, sem vedno bolj pozoren, hudir, vedno bolj dam pod lupo, kaj narobe dela. In vedno bolj sem občutljiv, pa so čisto drobne stvari, da vzkipim. In večkrat, ko grem k Janezu, večji kažin je doma. Kaj delamo v terapiji? Delamo v terapiji to, da skušamo tega sosedovega Janeza dati stran in da pride do čustvene pomiritve doma. Da pride doma do čustvene pomiritve, kajti če sva dovolj zrela, da doma pride do čustvene pomiritve,
otroci to opazujejo. V prvem primeru, ko Grenkjanezu rečejo, Donca, ko je v družini hudo, se ni za doma vzdržati, ne, jih za zbežati. V drugem primeru, če pride do čustvene pomiritve doma, pa rečejo, tudi če je hudo, je doma za ostati, se da vzdržati, so rešljive stvari. In še bi lahko tu govoril. No, izredno pomembno se mi zdi, ker v ambulanti počnemo, da se tudi malo pohvalim, mi smo v toku teh 20 let skozi naše programe veliko preventive naredili. Okrog 350 000 učencev, dijakov, študentov in staršev je šlo skozi naše programe skupaj z neodvisen.si. In zanimivo je to, zakaj to govorim, ko smo na terenu in ko govorimo o teh stvarih, se ljudje upogumijo, pokličejo, pridejo. Ni sramota, da imam problem, sramota je, da ga skrivam. No, in ko smo tako na terenu, odpadejo te blokade in ljudje pridejo, se pogovorijo, da tu se mi zdi izrednega pomena. Zdaj, mi imamo terapija, traja 3 leta, za zdravljenje nekemične zasvojenosti, imamo individualne, družinske, partnerske, skupinske terapije, tako da je neka paleta ponudbe, tako da mislim, da smo, ko bi rekel, kar radovedni in da imamo radi to svoje delo. Naj pa mogoče za konec še opozorim, pa mogoče to tudi za vas lahko dober izziv. Veste, vsi, ki delamo z ljudmi, saj pri nam je tako, supervizija ni. Ni neke skrbi, veste, da se tudi ljudje, ki delajo z ljudmi, nekako pomirijo in nahranijo. Vse intelekt danes lahko napolnimo. Dobite podatke pa znanje. Ja, kdo bo pa napolnil in umiril čustva, pa te notranje vzgibe, ki jih imamo. Veste, zelo pomembno je, da določene stvari v glavi damo na pravo mesto. Veste, terapeut, ki nima stvari pošlihtane v glavi, je hudič, ne. Zato je tako pomembno, veste, da znamo tudi zase poskrbeti, potem bomo pa tudi za druge in to je velik izziv tudi za naš center. Hvala za sugestijo o superviziji. Ja, res je, potrebna je, se strinjam. Ampak zdaj pa imam še naprej vprašanje, čeprav na hitro, konkretno, kje v svojih obravnavah vidite posledice vzgoje? Kje je tisto, ki, če bi bila vzgoja drugačna, mogoče tudi problem vaš, ali ga ne bi bilo, ali pa bi bil manjši? Kje so tiste točke, na kratko skozi? Prosim. Ja, če lahko jaz povem, pač kot vzgojiteljica, da nič novega verjetno ne bom povedala ob tem vprašanju, ampak zdi se mi, da moramo na to vprašanje gledati z več zornih kotov. Lahko bi začeli nekako pri družini, ki je osnovna celica družbe, tu je prezaposlenost staršev, njihova odsotnost, najbolj pa se mi zdi, da gre tu zameriti neki širši potrošniški družbi, ki preferira izrazito storilnost otrok, se pravi imeti dobre ocene že v predšolskem obdobju, da bi se dobili taki in drugačni talenti, uspešni, močne individume, ampak vse to nezavedno pelje v nek odmik od tiste primerne socializacije otroka, se pravi tistega otroka, ki je pripravljen pomagati, ki uspešno rešuje konflikte, ki tudi, če se mu kdaj kaj hudega zgodi, se znati s tem spopasti, se pravi, da postaja rezilienten in čustveno stabilen. V vrtcu strokovne delavke že zaradi neke znosnosti bivanja ves čas to počnemo, da skozi kurikularne cilje izražamo oziroma vključujemo otroke v socializacijo, ampak
porabimo za nekatere otroke ogromno časa, da jih sploh privabimo na to, da se vključijo. Tudi tukaj vidim starše, da so zmedeni, ker zaradi različnih ponudb vzgoje, delfinja vzgoja, pa permisivne vzgoje, se ne znajdejo, kaj je prav in kaj ni prav za njihovega otroka. In tako je tudi marsikateri ne predstavlja za njih prevelik stres, ne zmorejo. Vemo pa, da otrok se počuti varnega samo v nekih zdravih mejih, kjer je tudi ne obvezan oziroma nujen. In tukaj, na tem mestu, spet mislim, da je potrebno starše preventivno seznanjati z vzgojo in jim ozavestiti, kaj lahko z določeno vzgojo oziroma z njihovimi ukrepi pridobi otrok oziroma izgubi na nek daljši rok, na neko daljše obdobje. In ker je pač danes situacija takšna, hočemo ali nočemo, da otroka seveda vzgaja družina, ampak v širšem pogledu pa tudi družba in država, se mi zdi, da je izboljšavo mogoče iskati le v nekem boljšem iskanju in povezovanju prav vseh sodelujočih v vzgoji. Jaz bi izpostavila prevarovanost otroka. Mislim, da je otroku potrebno dati možnost, da se sooči z izzivi iz okolja, da se čim več vključuje v aktivnost. Jaz sem delovna terapevtka in bom vedno zagovarjala čim višji nivo te samostojnosti. Se pravi, na podlagi tega vključevanja otrok pridobiva izkušnje. Naj si bo pozitivne, kar je ključno pri samopodobi. Pomembno je, da otrok čuti doživetje zmorem sam, ni pa nič narobe, če dobi tudi negativno izkušnjo. Mi ni uspelo in kako bom to rešil. Se pravi, na teh izkušnjah se razvija ta čustveno rezilienten otrok, ki bo sposoben funkcionirati najprej v domačem, znanem okolju, ki ga bo opolnomočilo, da bo potem suvereno lahko funkcioniral tudi v neznanih, v novih situacijah. Tudi iz nevrorazvojnega vidika gledano, če se mu ne da možnost izvajati aktivnosti, ne pride niti do enih možganskih procesov motoričnega planiranja. Kaj šele motorične organizacije in potem še izvedbe. Naprimer, če mu jaz dam otroku list papirja, ki je gor krožnica narisana in škarje, in me gleda, primi škarje, ne ve, s katero roko bi, kako bi škarje gor nataknil, ma če mu mi zdaj vse to ponudimo, ne bo razvil niti motoričnega planiranja. Mi moramo počakati, da otrok poskusi sam rokovati, da prav posega po aktivnosti in se s tem razvijajo možganski procesi. Tako da je treba pustiti otroka samega in mu dati dovolj časa. Tako, to se mi zdi ključno. Tekom svojih obravnav se navadno zaznavam tako dva ekstrema. Na eni strani so starši oziroma otroci, do katerih so starši prezahtevni in ti otroci že izražajo neke težnje perfekcionizma. In ta perfekcionizem jih poleg primanjkljajev na učnem področju še dodatno ovira pri izkazovanju znanja in njihovih potencialov. In ravno to lahko vodi v še dodatno znižano samopodobo in tudi čustvene težave. Na drugi strani pa otroci, ki so deležni neke permisivne vzgoje, težko upoštevajo meje, zahteve in imajo tudi slabo razvite vedenjske težave in lahko tudi nakazujejo v bistvu delovne navade, se opravičujem, in nakazujejo tudi že vedenjske težave. Tako da mislim, da je zaželeno neko iskanje ravnovesja med sprejemanjem, razumevanjem otroka in hkrati neka doslednost ob jasno zastavljenih pričakovanjih. Ja, če še sama povzamem, kaj je pravzaprav tisto, kar v vzgoji vidim kot problematično, katere posledice iz tega negativnega spektra prepoznavam. Vidim, da pravzaprav si s kolegicami izkušnje kar delimo.
nesamostojnost otrok, pomanjkanje samodiscipline in odgovornosti in pa eno nekonstruktivno soočanje s težavami. Tako da to je vsekakor problem, vemo, da obstaja, zato mislim, da je v prvi vrsti pomembno, da se odrasli začnemo zavedati, kako pomembno je modelno učenje. Trdim in zatem stojim, da 3/4 vse vzgoje poteka preko modela. Kar pomeni, da sami v prvi vrsti postanemo odgovorni, samostojni, samodisciplinirani in tega se bodo navzeli tudi otroci in mladostniki. Druga stvar, zelo pomembna, prenehajmo reševati situacije, težave na mesto otroka, ampak dajmo mu seveda do določene mere stati ob strani in mu dovoliti, da težavne situacije rešuje sam. Če malček pogledamo v pedagoško delo, že sama matematična naloga je na nek način problem, je težavna situacija. In tudi iz te se marsikaj lahko naučimo, kako reševati težavne situacije v vsakodnevnem življenju. Ko dobimo račun, moramo najprej ugotoviti, zakaj pravzaprav gre, kje je problem. V naslednjem koraku bomo naredili načrt reševanja. Sledi reševanje težave in na koncu naredimo preizkus. Se še spomnimo, je res? V vsakodnevnem življenju ne bomo naredili matematičnega preizkusa, ampak se bomo vprašali, ali sem ustrezno ravnal, ali bom v podobni situaciji v prihodnje ravnal enako, ali morda drugače. Torej, kaj sem se iz te situacije naučil? Tako da mislim, da s tem damo otrokom in mladostnikom eno dragoceno popotnico za življenje. In morda za konec še želim si, da bi vsi stremeli v isto smer, torej da bi bili usklajeni, tako starši kot tudi vzgojitelji, učitelji in pa sodelujoči v izvenšolskih dejavnostih, v eni težnji potem, da se otrok, mladostnik razvije v samostojno, odgovorno in empatično osebo. Ja, jaz bom pa začel s pravicami staršev. Starši imamo pravice, da ne vem, če jih znamo našteti. Veste, ker imamo pravico do miru, imamo pravico, da smo postreženi, imamo pravico do obnove partnerskega odnosa. Starši imamo svoje pravice. Se pravi, če jih mi znamo suvereno predstaviti svojim otrokom, naprimer, postavimo točno določeno uro, kdaj mora iti v sobo, pa starši rečejo, ja, kaj pa naj naredim, naj ga zaklenem, naj ga zvežem. Ne gre za to, da vežemo, ne gre za to, da zaklepamo, ampak zakaj gre? Gre za to, da mu v tiste uri naprej nismo več na razpolago. Seveda, če bolan bomo. Zaprav gre za učenje, da znamo priti v stik s svojimi pravicami, kajti tako otrok počasi dobiva svoje pravo mesto v družini. Ker danes je nekaj na glavo obrnjeno. Na glavo je obrnjeno to, da danes pogostokrat starši dobijo tako prijeten občutek, ko otroku popuščajo, ko mu dajo vse, kar si želi, ga nagrajujejo, jih priplavi in zelo tak prijeten občutek. Dobijo pa eno hudo vznemirjanje, ko postavljajo meje. In to vznemirjanje je tako boleče in je tako hudo, da raj mej ne postavljajo, ker to vznemirjanje tako boli. Namesto, da bi bili vznemirjeni takrat, ko popuščajo, ko nagrajujejo, to je ziglih na glavo obrnjeno. In prav to, da dobimo starši uvid v to, in je prav, da se tudi sami sebe vprašamo, veste, jaz pogostokrat samega sebe še vedno zalotim, da sem na nekaterih področjih zelo zelen, da moram se še ogromno naučiti. Torej, zelo pomembno so ti vzgojni prijemi, veste, da so smiselni. To se pravi, starši moramo res delati na tem,
da v svoji starševski vlogi rastemo, ki nikoli ni zaključena. Zdaj bom izpostavil naprimer puberteto. Puberteta je eno tako obdobje, ko mladostniki pogostokrat na neprimeren način izražajo svoja mnenja ali pa svoje zahteve. Tu ne gre za to, da mi otrok ne mara, da mi mladostnik ne mara, ampak gre za tisto notranjo gnanost v puberteti, ko otrok ta notranji vihar, ki je zanj zelo zahteven in hud, a ne na en lahko res neposrečen način izraža, in če starši ne znamo brati med vrsticami, napovemo vojno drug drugemu, ampak ta vojna nima smisla, ker se oddaljujemo, izgubljamo drug drugega. Ampak tu ne gre za to, da bom zdaj jaz otroku popustil, da bo mir, da se ne bova zgubljala, ampak gre za to, da jaz ne bom na enak način odgovoril histerično, silovito, ampak umirjeno. Pa to gre, tu čez ne bo šel. To povem umirjeno, suvereno, z avtoriteto. Če pa histerično, z izbruhi odgovarjam, je pa to bencin na ogenj. In tu potem nastanejo konflikti, ki so lahko včasih tudi nepopravljivi. Tem se mi zdi izredno pomembno, da znamo ločiti, kdaj se naš mladostnik, otrok zapira v svojo sobo zaradi pubertete, kdaj pa zaradi pomanjkanja volje do življenja. Ker to imamo vse malo zamešano, starši, in pogostokrat ne vemo, kaj se v zaprti sobi dogaja, kakšen film v srcu in v razumu in duši našega otroka. In ta film je treba videti. Tako da tudi te spretnosti, zato jaz pri vseh skoraj da 30 let terapevtskega dela skušam doseči to, zdaj mislim, da boste vi tu naredila velike korake v materinskih šolah. Seveda je treba ohraniti, a ne da znamo dojiti, da znamo previjati. Ampak v tem času so pa nastali izzivi, vsebine, ki so aktualne, pa jih ne podajamo. In v šoli, v pripravi na rojstvo otroka, imamo za objete, koliko, čez 90% bodočih staršev, in v tistem obdobju lahko ponudimo vsebine in takrat so starši odprti, lačni tega in bojo to tudi požirali. Vseh teh 30 let sem bil neuspešen, upam, da bomo uspeli kaj premakniti. Jaz še v lastni hiši, to se pravi tam, kjer delam, mi ni uspelo stvari prebiti, tako da upam, da se je vdalo. Zdaj je Miha Kramli postavil tudi še iztočnico za zadnje vprašanje. Če bi svetovali staršem, če bi svetovali učiteljem, če bi imeli škarje in platno, katere 3 elemente stališča svoje stroke seveda bi rekli, da mora vzgoja vsebovati, da bo seveda uspešna, da bomo vzgojili otroke takšne, kako še je naslov današnje teme. Katere 3, kratko, brez komentarja, samo skozi, kaj je tisto, kar je važno? 1, 2, 3, več ne, lahko tudi samo 1. Ne? Kaj mora starši, kaj mora šola delati, da bi bilo v redu? Prosim. No, jaz sem našla 3, pa še katero morda bi se dodala. Zagotovo je prva razvoj čustvene inteligence, da bo otrok znal braniti temeljne človekove lastnosti. Druga je poudarjanje timskega dela, ker je združek energij, se pravi sinergija energij. In tretje je sprejemanje vsakršne drugačnosti. Kot delovna terapevtka si želim, da bi samostojnost otroka zopet postala vrednota, kot osnova za en intelektualni, telesni in psihofizični razvoj.
Drugo je vzpostavljanje rutin. Se pravi, da se otroku zagotovi eno varno, ljubeče okolje, ker se otrok počuti varno in kjer bo lahko raziskoval svoje občutke med neuspehom in izzivom. In kot tretje, čim bolj aktivno preživljanje prostega časa, čim več teh gibalnih aktivnosti zunaj, v naravi, na svežem zraku, s tem bo dobil dovolj motoričnih in senzoričnih prilivov in kar je najbolj pomembno, da se s tem zopet izoblikuje lastna identiteta. Jaz bom začela v šolskem okolju in bom rekla, da je pomembno, da učitelj sprejme otroka in njegovo težavo v celoti oziroma kot del njegovega funkcioniranja in ne kot lenobo, ker učenci z učnimi težavami so zelo delavni, si želijo uspeha, tako kot vsi ostali učenci, ampak znanja žal pod enakimi pogoji ne morejo izkazati. Zato je pomembno, da učitelj z ustreznimi prilagoditvami omogoči, da lahko to znanje izkaže, da pozna in gradi tudi na njegovih močnih področjih, da doživi uspeh, da se mu krepi samopodoba in predvsem to, da mu s tem sprejemanjem da občutek in povratno informacijo, da je v redu, da je z njim vse v redu, kljub težavam, ki jih ima in da s tem nekako pomaga pri razmejevanju otroku med njim samim in težavo, torej da se otrok s težavo ne poistoveti. In enako velja za starše, se pravi, da postopoma sprejmejo, razumejo, gre za tako čuteče sprejemanje in hkrati upoštevanje neke doslednosti ob jasnih pričakovanjih, ker tako kot so prej že tudi kolegice povedali, v bistvu otroci meje potrebujejo in z mejami se ustvari varnost, na katerih pa lahko gradijo vse ostale sposobnosti. Govorimo skupni jezik. Ko sem pred sedaj že skoraj 13 leti rodila svojo edinko, mi je mama, sicer tudi dolgoletna ravnateljica osnovne šole, rekla, veš, vzgoja mora biti trdna, a ne trda. In tega sem se oprijela in se še dan danes držim, torej ena ljubezen, eno spoštovanje na eni strani in prožne meje na drugi strani, znotraj teh prožnih meja ima otrok pa tudi dovolj svobode. Tako da, evo, 2 elementa že imamo, kot tretjega bi pa postavila čas za otrokom, kvaliteten čas, ker mislim, da je tega dan danes bistveno premalo. V vseh prostorih, tako v družini, v šoli, v zdravstvu, omogočiti proces, da iz upa pridemo v upanje in iz upanja v zaupanje. Hvala. Zdaj sledijo še vprašanja iz publike. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, ki bi ga zastavil našim gostom na okrogli mizi, izvolite. Jaz bi samo nekaj dodala, oziroma zdaj, ko sem vas poslušala, izhajam iz šolstva in sem tudi starš. In sem marsikaj poslušala in gledala stališča starša in stališča pedagoškega delavca v šoli. In bi rada samo to dodala, ker me je ves čas prevevalo, da duševno zdravje otrok in mladostnikov se začne z duševnim zdravjem odraslih. In da se moramo to zavedati in da to, kar ste govorili o modelnem učenju, je res, da moramo poskrbeti zase, moramo tudi mi, kot ste rekli vi Kramli, Miha Kramli, reči, kje je pa moja meja za poskrbeti zase, kje so moje pravice in gledati na to, da je treba poskrbeti zase in iskati podporo zase. In v šolstvu, v supervizijah, tega je absolutno res premalo in v materinskih šolah, kjer se ne govori samo o dojenju, ampak tudi o vsečem drugem, kar je povezano z duševnim zdravjem otrok in mladostnikom in odraslih. Tako da tukaj rabimo podporo, ne obsojanja, govorimo, kaj je prav delati. In to je res, da se držimo in zasloni in tako naprej. Če zmoremo odrasli, včasih odrasli ne zmoremo in iščemo podporo tudi mi in želimo biti neobsojeni. Tako da
V šolah ne smemo obsojati staršev in v bistvu v vseh drugih družbenih skupinah ne smemo obsojati staršev, ampak moramo iskati načine, kako jih podpreti in pomagati. In tako bomo pomagali tudi otrokom in mladostnikom. To mislim, da je ključno, da se zavedamo. No? Tako, samo moj pomislek skozi vas večer. No? Še kakšno vprašanje mogoče? Pa ne vprašala, bolj mogoče rekla, res je, da veliko energije in veliko časa strokovnjaki uporabite za te dijake, ki imajo pa učence, pa otroke, ki imajo take drugačne težave. Meni se zdi pa pomembno tudi to, kar česar danes nismo omenili, pozitivni primeri, pozitivni zgledi, marsikatera zadeva, ki je zelo dobra, v kateri so naši dijaki ali pa otroci uspešni, kar so dobre aktivnosti, tudi to moramo promovirati, ker mogoče na ta način določenim familijam pokažemo vzorce pa načine, kar jih niti ne pomislijo na nje. Tako da ne smemo pozabiti tudi na tisto pozitivno preventivo, da ne govorimo, kot da je samo vse črno, ker konec koncev je med našimi otroki in mladostniki tudi veliko lepega in tudi na to ne smemo pozabiti. Tudi to rabijo, tudi starši otrok, ki nimajo težav, rabijo to potrditev, da prav delajo, da prav razmišljajo, tako da je treba ta pravo mero enega in drugega, se mi zdi, upeljati. To ni eno in edino srečanje, ki ga bomo imeli na to temo. Iztočnice vaše, opombe, pomisleki, mnenja in pripombe, skratka so tudi zame iztočnica za naprej. Kaj mogoče je bila naslednja tema, čemu bi še dali pozornost, danes je bil prvi tak dogodek zelo pregleden, zelo splošen, zelo, bi rekla, čez vse smo potegali črto, ne? Ampak lahko pa gremo tudi naprej, naslednjič, kaj bolj specifično, mogoče z manjšim številom gostov, tako da kar pogumno, če imate mnenje, pohvalo, grajo, reč karkoli, željo, potrebo, stisko, vprašanje, neznanje, kar na dan z besedo, zdaj je čas. Jaz moram povedati primer dobre prakse, ne, midva z Ano sva soseda, pa še kar sodelujeva, tako da... Primer dobre prakse je veliko, ne? Tako konkretno v zdravstvu, kot tudi na Nacionalnem inštitutu imamo dosti takih programov, ampak to bo mogoče je tema za enkrat drugič, ker postanejo stvari dolge. Ne? Danes smo hoteli pač osvetliti ta problem z tega vidika, na ta način, kako smo ga naredili. Jaz mislim, če ni vprašanj še dodatnih, ali se je vendarle kdo o pogumu, se ni, nič hudega. Potem zaključujemo današnji dogodek. Hvala, da ste se ga udeležili, hvala, da ste vztrajali z nami do konca. Želja je in moja osnovna ideja, ko sem to pripravljala, da bi vam bilo kakšno korist, da vam je odprlo kakšno novo temo, nov vidik, novo videnje na ta problem. Če smo to dosegli, smo seveda dosegli cilj. Hvala gostom za vaše prikaze, predstavitve, kako da rečem. Hvala in srečno.